pozdravljeni na prvi novinarski konferenci Ministrstva za zdravje v novi sestavi. Kot smo zapisali v samem vabilu, bo minister za zdravje Danijel Bešič-Loredan predstavil svojo očjo ekipo in načrt dela za naprej. Z nami sta tudi svetovalca ministru Tjaša Vidic in Aleš Šabeder. Njuni vlogi bosta sama predstavila takoj za ministrom. Na koncu pa bom kot vodja službe za odnose z javnostmi na Ministrstvu za zdravje predstavila strategijo, ki smo si jo zastavili na področju odnosov z javnostmi. Besedo predajam ministru. Hvala, Andreja, lep pozdrav sem skupaj še v mojem imenu. Jaz bi čisto kratek. Veliko je bilo vprašanje o kadrovskih zaseganjih na tezah in tako naprej na Ministrstvu za zdravje. Z moje strani Tanja Majsič je generalna sekretarka, prihaja iz Obale iz univerze. Sandra Kašica je vodja kabineta, upravnica s pravosodnim izpitom, prihaja iz gospodarstva, da sedaj gleda v Luki Koper, sedaj prevzema novo funkcijo. Na moji levi je Tjaša Vidic. Tjaša Vidic je moja svetovalka, predstavlja da bo stik z ekipo vlade, komunikacija med vladom, ne zanima tega kako Tjaša. Tjaša je bila vodja kabineta, ko je bil Dorijan Marušič minister, stroj kabineta pozna. In ona je tista, ki pomaga vsem tistim, ki so prišli na novo na ministrstvo, da stvar zelo hitro steče. Njena vloga bo tudi, kar se mene tiče in podpredsedništva vlade, da te stvari skomunicira z vlado predsednika. In v bistvu vse, kar je strateškega, bo v bistvu Tjaša dobila. Aleša Šabeder poznate, veliko Boga je bilo v zadnjih dneh. Aleš Šabeder je v tem trenutku svetovalec, je tudi pooblaščen za vodnje direktorata za ekonomiko in direktorata za razvoj. Njegova ključna naloga je pa seveda zastavil ekipo vzpostaviti čim prej delujoč urad za nadzor kakovosti in nabave v zdravstvenem sistemu. Ta urad ima že pravne podlage, jaz računam, da najkasneje v 2-3 tednih bo v celoti urad zaživel. S tem bomo tudi imeli dejansko podlage in organigram za ukinitev, dokončno ukinitev direktorata za ekonomiko in direktorata za razvoj. Znotraj organizacije na Ministrstvu za zdravje ostaja direktorat za javno zdravje, ki bo močan. Najmočnejši direktorat bo direktorat za zdravstveno varstvo. Ta se bo okrepil in je že okrepljen. Direktor je Iztok Kos, prihaja iz Šentjurske bolnice, kjer je patolog, bil je tudi v zbornici, skratka polno funkcijo bo opravljal pri nas. Z njim prihaja še Tina Janšek, ki je vlažena, zdaj sedaj je v združenju, tudi pravnica, in boste skupaj postavili najmočnejši direktorat na Ministrstvu za zdravje. Ob teh dveh direktoratih bo še direktorat za zdravstveno nego, ki bo postavila v tem trenutku državna sekretarka. To smo že tudi predstavili. Imena bodo znana najkasneje v 2 tednih, kdo bo vodil, ko bo potekala, in zato bo tudi tiskovna konferenca. Zadnji direktorat bo direktorat za digitalizacijo. Imena bodo tudi predstavljena v naslednjem tednu, to predvsem v smislu, da zdravstveni sistem digitaliziramo in pregledamo. To bo tudi ključna točka spremen na Ministrstvu za zdravje, pa tudi širše v zdravstvenem sistemu, torej in informatizacija in digitalizacija je tisto, na kar polagamo zelo veliko. Aktivno se pripravljamo na pripravo interventnega zakona, ki bo dokončan do srede v naslednjem tednu.
potem bomo pa v koaliciji preko pododbora za zdravstvo sprožili vse ustrezne postopke. V tem trenutku lahko rečem, da intenzivno delamo, vsi na NZ, prišli smo z ekipo, vemo, kaj delamo, noben tekoče posel se ni ustavil. Stvari tečejo gladko, primopredaje je bila v redu, revizijo primopredaje bomo naredili v obrednega meseca, sedaj se fokusiramo na to, da bo do konec junija Ministrstvo za zdravje v celoti reorganizirano, da je to operativna, hitro-delujoča vitalna struktura, tako bomo potem se ustrezno pripravili na vse, kar nas čaka. Toliko z moje strani, in da sem tudi dodal se v Tjaši, in pa Neša, da rečemo, da bo. Ja, zdrav še z moje strani. Mnogo na ministrstvo je minister opisal na kratko in se lahko dodam, da so se vse aktivnosti začele pravzaprav v naslednjem minuto po primopredaji. Glede interventnega zakona se je del skupine že oblikoval. V današnjem dnevu bomo v skupini pridobili še par strokovnjakov. Predvsem je bilo potrebno tudi notranje kadre vključiti v zakonodajni proces in računamo, da bo v naslednjem tednu osnutek končan. Prav tako, kot je omenil, je vloga tudi koordinacija prenove zdravstvenega sistema, zlasti v tem smislu, da se zadeve ne ustavljajo, ampak da se takoj, ko pridejo strokovne podlage, aktivirajo ekipe in se pripravijo ustrezne pravne podlage za vse spremembe, ki jih je minister navedel, tako da bomo tudi v najkrajšem možnem času imenovali poleg strateškega sveta za zdravstveno redo tudi napovedani strateški svet za prenovo zdravstvenega sistema in seveda zdravstveni svet. In želje je tudi, da komunikacija z kabinetom predsednika vlade poteka redno, da je obveščen, ker je pač zdravstvo prioriteta v naših korakih in se bomo potrudili, da bomo te korake tudi hitro izvedli in seveda tudi pravilno skomunicirali strokovne podlage, ki bodo nove za zakonodajo. Hvala. Hvala, Tjaša. Zdaj pa besedo predajem gospodu Alešu Šabetru. Hvala za besedo, pozdravljeni. Voda moram reči, da me veseli, da sem zopet lahko del zdravstvene ekipe, tokrat nekoliko drugačni vlogi. Kot je že minister vodoma povedal, trenutno vodim po pooblastilo dva direktorata, torej direktorat za zdravstveno ekonomiko in pa za razvoj zdravstvenega sistema, ki bosta v nadaljevanju po ustanovitvi vlade tudi delno preoblikovana in bosta dala tudi kadrovske temelje za novo sestavo urada, za nadzor, kakovost in pa investicije. Sveda bo veliko vprašanj, zakaj ravno urad, zakaj smo se odločili za ta organizacijski korak oziroma spremembo. Naj povem, da se skozi leta pravzaprav ugotavlja na področju nadzora javnih zdravstvenih zavodov, da bo potrebno to funkcijo nekoliko preurediti, profesionalizirati, delno približati tudi funkciji nadzora, kot jo poznamo tudi v gospodarstvu, novim, če rečemo temu, članom sveta zavoda oziroma nadzornikov, kakor sem že imenovali v novi sestavi, dati več odgovornosti, več pristojnosti in seveda tudi primerno izločilo, kar nam bo dalo podlago, da izberemo ekipo z znanjem tako na področju pravnih zadev, ekonomskih zadev, kot tudi seveda bo vključena tudi stroka. Potem naslednjo področje, ki ga bo pravzaprav urad prekrival, je kakovost. Kakovost v zdravstvu je zelo pomembna tema, ki je velikokrat ocenjena ali pa kadrovsko precej šibka. Kot je lahko povedati, trenutno na Ministrstvu za zdravje za kakovost skrbita dva sodelavca, kar je glede na obseg delnih nalog in seveda pomembnost tega področja bistveno premalo, tako da v sestavi urada mislimo to funkcijo zagotovo okrepiti.
In pa potem tretje največje področje, ki pravzaprav sedaj postaja pomembno, veste, da v zadnjih letih ali pa desetletjih na področju investicij ni bilo na razpolago veliko sredstev v naslednjih letih, pravzaprav iz različnih virov bo ali pa je na razpolago večji obseg finančnih sredstev, posledično bo seveda obseg investicij in pa del na tem področju večji. Zato želimo optimirati tudi na področju investicij ta delokrog, ta dela in naloge in jih postaviti v okvir urada. Danes je sektor za investicije umeščen v Direktorat za zdravstveno ekonomiko. Že nekaj let, tudi v mojem času, moram reči, da je bila ta polemika ali pa razmišljanje, kako pravzaprav okrepiti in pa posodobiti ali pa prenoviti področje investicij v organizacijski strukturi ministrstva, tako da bo urad tista po našem mnenju primerna podlaga, da bomo bolj kvalitetno in seveda bolj učinkovito lahko upravljali vse investicije, ki v naslednjih letih prihajajo v zdravstveni sistem. Urad bo imel še eno pomembno nalogo, da pripravi v nadaljevanju tudi sistemski zakon za ustanovitev samostojne agencije, ki bo potem v nekem, torej po implementaciji zakona tudi prevzela naloge urada. Tako da samo časovnico že predstavil minister, imamo zelo, če rečemo temu, zelo optimistične roke, tudi se bomo vsi rekli, da te roke dosežemo, tako da že nekaj temu pripravimo najprej interventne zakone in potem seveda tudi vse podlage za ustanovitev urada. Še mogoče ta informacija na prvi seji Vlade Republike Slovenije je bila sklep Vlade, ki daje pravno podlago za ustanovitev urada. Seveda moramo zdaj izpeljati tudi vse postopke, pripraviti statut, kadrovski načrt, finančni načrt in vse, kar je potrebno, da bomo lahko urad ustanovili. Toliko mogoče za začetek, tudi z majstvom. Hvala tudi vam. Kot rečeno, bi vam želela predstaviti še nekaj aktivnosti službe za odnose z javnostmi Ministrstva za zdravje. Kot je minister že večkrat javno povedal, je zdaj skrajni čas, da ljudem znova povrnemo zaupanje v zdravstvo in v zdravstveni sistem. Zato bo naša vloga zelo proaktivna. Skušali bomo, če se tako izrazim, z nekim zelo pozitivnim PR-om ljudem povrniti to zaupanje. Okrepili bomo komunikacijo na naših družbenih medijih, se pravi na Instagramu, Facebooku in Twitterju. Prav tako se bomo prizadevali, da bo komunikacija z ostalimi deležniki na področju zdravstva v Sloveniji potekala čim bolj aktualno in sproti in dvosmerno. Lep primer je bil že danes, vsi ste bili obveščeni o včerajšnjih poplavah v slovenjgraški bolnišnici. Minister je takoj zjutraj stopil v kontakt z vodstvom, vprašal, če jim ministrstvo kakorkoli pomaga, tako da smo odreagirali. Tudi tukaj vidimo našo vlogo, da se odzivamo, da sodelujemo z vsemi temi institucijami. Prav tako bomo redno organizirali novinarske konference in vam v skladu z ministrom in njegovo razpoložljivostjo bili na razpolago za intervjuje, izjave in vsa dodatna pojasnila. Tudi zdaj bi vam predala besedo, če so ostale še kakšna odprta vprašanja, smo na voljo. Ja, izvolite. Pozdravljam, Domen Želje, Slovenska tiskovna agencija. Mene zanima, na tej prvi seji vlade so bile izpeljane nekatere menjave, da so zamenjeni predstavniki vlade v svetu NRJZ in NRZOK. Zanima me, kaj zdaj z direktorjem, poročeno nekaterih medijev, sta imela z gospodom Krekom, če da se stane, bo odstopil, ne bo odstopil z tega, morda bi sami pozvali v odstopu in če ne bo odstopil, da boste zamenjali. Ja, res je, včeraj sem se z gospodom Krekom kratko vsega, jaz sem predstavil vlogo, v katero se postavil NRJZ, predstavil sem svoje mišljenje in tisto, kar bo seveda počel. Nisem se pa pogovarjala o tem, o korakih, ki bo Milan Krek naredil, tako da to bom prvo vprašati. Ampak, če ne bo samo odstopu, so bile te menjave izpeljane z namenom
da se zamenja direktorja. Se je že večkrat tudi, da je volilni kampanji so bili očitki na vodenje epidemije in upravljanje z epidemijo. To je domeni sveta zavoda, minister ne more teh stvari seveda početi. Čakali bomo na drugi teden. Dejstvo je, da želimo in tudi bomo vlogo epidemije in vodenje epidemije in strategije dali na NIJZ. Kako so postavili pridovoljne počali? Zdravstvo namenjeno predvsem dodatnega veljanja za dodatne operacije preglede. Ampak zdravci nas stalno pozabili, da se pojavljajo precej še naredno čakalnih seznamih. Podobno opažajo tudi zastopniki pacientovih pravic, ne nazadnje tudi zdravstveni inšpektori. Kako boste prečiščevali čakalne sezname? In pa še eno vprašanje, ki zelo muči prebivalce, dostop do družinskih zdravnikov, kako se njihov zdravnik pokori. Boste iskali kakšne začasne rešitve. Zadnjič ste na primer omenili idejo, da bi neke morebitne začasne ambulante organizirali za take bolnike, ki bi bile tako več čas dostopne. Ja, hvala. Kar se tiče primarne ravni, pa tako je tudi teden organiziran skupni sestanek z vsemi deležniki na primarni ravni. Imamo vse predloge, skušali bomo te predloge zmanjšati na tisto, kar je res najbolj glavno, to bomo potem seveda skušali implementirati, vedno seveda v sodelovanju z njimi. Tako je potem sestanku, oziroma najkasneje in teden kasneje, pa na to temo sklicana tiskovna konferenca, ker je to tudi vezano na interventni zakon, ki ga pripravljamo. Skratka, tako ko bomo imeli objektivne in verodostojne ukrepe, ki jih lahko izpeljemo, bodo ti predstavljeni. V tem trenutku iščemo tisto, kar je najbolj seveda možno in skupaj z zdravnike, pa z vso primarno ravnjo, tudi z ZZZS-jem, bomo stopili pred kamere in bomo rekli, kaj so tisti ukrepe, za katere pričakujemo, da bomo ta del primarne ravnje zdravstvenega sistema izboljšali, kaj to pomeni za ljudi v 3 mesecih, v 6 mesecih, v 1 letu, pa v 3 letih. Tako da idej je veliko, predlogov je veliko, ne bi rad prejudiciral česarkoli, vendar se je potreba z vsemi deležniki v zdravstvenem sistemu usesti, videti je potrebno, kaj lahko izpeljemo takoj, predvsem pa moramo vedeti, da čarobne paličice ni, ljudem daje tukaj in reč, da bomo v 3 mesecih to zadevo uredili, bi bilo popolnoma nepošteno, nestrokovno in tudi nesmiselno, zato želimo imeti konkretne rešitve z časovnicami in jaz mislim, da bomo najkasneje v 2 tednih to tudi imeli. Kar se tiče prvega vprašanja, ja, poznamo stanje na čakalnih vrstah in na čakalnih seznamih. Tudi tukaj so predlogi, se usklajujemo, stvari bodo znane, najverjetneje bodo dobile ustanove navodila, da te čakalne vrste prečiščijo. Potem bo tukaj seveda takojšnja komunikacija z NIJZ-jem in digitalizacija, skratka informacijski sistem moramo tako vzpostaviti, da koliko je storitev bila upravljena in napotnica bila upravljena, da se te pacienti držajo. Skratka, vse kup nepravilnosti je. Lahko rečem, da smo jih identificirali, poznamo, kje so težave. Rešitev ni enostavno, zato ker je informacijski sistem tak, kot je. Te čakalne vrste se razlikujejo tako po podatkih ZZZS, kot NIJZ, kot na MZ, to moramo poenotiti in tako, ko bomo to naredili, bomo vedeli, kakšno je objektivno stanje. Tudi tukaj mislim, da bomo do konca imeli rešitve in bomo pol ljudi, da lahko delali po nekih objektivnih čakalnih spiskih. Lahko bo se pričakuje tudi kakšen klic, ki čakajo. Mislim, da se razumel. Če bo bolnika tudi kdo poklical. Ja, se ni druge poti. Torej, kot zdaj kaže, bo treba bolnike klicati, bo treba jih vprašati, ali so storitev upravili ali ne. Zakaj? Zato, ker obstoječi informacijski sistemi tega ne omogočajo, pacienti so storitev upravili, pa ostajajo v čakalnih vrstah. Zdaj, ali gre za manualnost, ali gre za neko digitalno napako, to bomo seveda ugotovili, ker bomo te stvari začeli delati, neki podatkov ne zdaj ima. Te stvari zdaj izbiramo in ključno nam je, da stvari, ki jih imamo, jih hitro analiziramo, še bolj ključno pa je, da takoj damo v bistvu ukrepe, ki bodo to zadevo rešili. Sedaj je pa hvala, da že v naši 24. ste najprej vprašala na predstavitvi državno zboru, ste rekli, da del vaše ekipe tudi gospoda Ledrica. Pa me
zanima, kaj točno bo početi, ali ostaja kirurg in kakšno mnenje. Potem me pa zanima tudi, gospod Golob je naredil, da boste v zdravstvu izvedli preizkus, stresni test. Vi ste sami ocenili, da ta izraz ni najbolj pravilen. Pa me zanima, če lahko pojasnite, kaj natančno pričakujete, da boste po letu in pol dopravili ta preizkus, kaj natančno bo popolnoma jasnega. Ja, Erik Brecelj ostaja seveda onkološki kirurg, svoje delo bo delo 100%, bo pa član novega zdravstvenega sveta in bo tudi podpredsednik zdravstvenega sveta, predsednica zdravstvenega sveta Vomir Koželj, skozi zdravstveni svet in seveda v ožjem svetovanju. Meni osebno in tej skupini, ki se me predstavil tudi na predstavitvi v državnem zboru, bo aktivno sodeloval pri korakih, ki bomo na ministrstvu delali. Od Erika pričakujem, da je kirurg, da je prijatelj in da je kritičen do sistema, tako kot je bil. Skratka, da vsako napako, ki jo bomo naredili, nam to pove in če bo treba tudi javno obelodani. Kar se tiče stresnega testa, izraz je res nekoliko neposrečen, kot sem že pojasnil. Slovensko zdravstvo je stresni test že dalo skozi, to je bilo v strategiji in to smo zmogli. Mi želimo sedaj najkasneje v enem letu in pol priti do objektivnih podatkov, koliko slovenski zdravstveni sistem zmore, kje je zgornja meja delovanja, kje je zgornja meja obremenitev, kje je zgornja meja izkoriščenosti opreme, prostora in kadra z objektivnimi številkami na vseh nivojih, spravi ekonomini medicinski pomoči, kot na primarni ravni, na sekundarni in na terciarni. Vse to bodo podatki, seveda, kar se tiče na izvajalski strani, plus ostali podatki v sistemu, ki bodo podlaga za pripravo sistemskega zakona in umestitev tipologije zdravstvenega sistema, ki je delujoča v zahodnih državah, v naš zdravstveni sistem za naslednjih 20 let. Skratka, skozi delovanje sistema, skozi to, kar ste me vprašali, da bomo za ta del zagotovili 500 milijonov evrov v izvajanje maksimalnih možnih storitev v sistemu, želimo ugotoviti objektivno številkami, koliko slovenski zdravstveni sistem zmore obremenitev, kje je zgornja meja, koliko lahko naredi in koliko so seveda visoke obremenitve vseh akterjev v zdravstvenem sistemu. V tem kontekstu je seveda z gospodarskega vidika to res stresni test, vendar v javnem zdravstvu in v zdravstvenem sistemu tega ne uporabljamo. Skratka, morda v dveh stavkih želimo dobiti objektivne podatke o zmogljivosti slovenskega zdravstvenega sistema skozi kadre, skozi kapacitete, skozi ustanove, da končno dobimo seveda objektivne podatke, ki bodo podlaga za pripravo sistemskega zakona. Hvala. Jaz se vprašujem samo, če bi lahko, ker se ne sliši vprašanje, se samo sliši odgovor, če bi je taka možnost za odgovor. Razen, če dam moj mikrofon. Novinarka Vera Pernička, se pišem, jaz imam nekaj vprašanj z kadrovskega področja in sicer me zanima, koliko ljudi je odšlo z ministrom Poklukarjem, Nebranim stej iz ministrstva, kakšne pravzaprav kvote za nove zaposlitve imate sploh še na voljo, pa vsi te ljudje, ki so odšli zdaj z ministrom, logično je, da se obmenjavi ministrov, zamenjajo vsi direktorji direktoratov, pa vendar ste opravili kakšne razgovore z njimi, če bi bilo s kakšnim od njih še možno sodelovati, glede na mogoče znanje, stroko, ki jo je pridobil v tem času. Potem morda, koliko bodo in kako bodo plačani svetovalci po posebnih pogodbah, koliko je mogoče za to namenjenega denarja.
Pa za vas tudi morda boste operirali, koliko časa še na teden to morda pacijente najbolj zanima. Zaenkrat to pa bi mogoče še podatek. Ja, zdaj vseh podatkov nimamo, tudi mi jih še nimamo. Skratka, sklep vlade je tudi bil, da se od 1.1.2020 do 1.6.2022 v celotnem javnem sektorju, oziroma v vsej državni upravi, kar se ministrstvo ta poročilo, koliko je bilo prihodov, koliko je bilo odhodov, vse da se vidi vzorec. Kar se tiče Ministrstva za zdravje, koliko je bilo odhodov, še ne vemo, poteka reorganizacija. Vse te podatke, za katere ste me vprašala, vam jih lahko posredujemo do konca naslednjega tedna, ko bo generalna sekretarka te stvari imela. Delamo v skladu z zakonom in pravilih vladnega kabineta, nihče ne bo šel izven zakonskih okvirjev. Reorganizacijo bomo v začetku naslednjega tedna predstavili vsem zaposlenim na ministrstvu, z ekipo bomo šli po vseh pisarnah, po vseh oddelkih. Vemo, da je ministrstvo razseljeno na 4 lokacije. Ljudi, ki želijo z nami delati, bomo vprašali, kar je tisto, kar je novo. Celotno ministrstvo bo, če se bo le dalo, delovalo po principu kulture vrlin. To, kar je predsednik vlade že napovedal, to bomo implementirali najprej na Ministrstvu za zdravje. Ožje vodstvo bo opravilo dan po test, potem bomo videli, katere so naše vrline in tudi vse ostale bomo pozvali, da ta test opravijo. To ni psihološki test, to je v bistvu test vrlin, vse so pozitivne, gre za to, kako v okolju, v skupini ljudje delajo, da se jih zveže po tistih lastnostih, da lahko delajo skupaj, da nekdo ni na nekem delovnem mestu, pa v nekem okolju, ker zaradi lastnosti, ki jih imamo, vsi imamo različne lastnosti. Skratka, to je nek model vodenja, ki zelo dobro funkcionira, v nekaterih okoljih to želimo v to upeljati. In sam računam, da je to en dober način, kako bi čim prej, in moja naloga je, moja želja je tudi, da do konca junija ministrstvo je vitalno, je prožno, je v celoti organizirano, vsi podatki so znani, koliko pa zaposlenih, seveda, ker je tukaj zdaj urad in ker poteka nova sistematizacija. O vseh teh številkah vam še ne morem natančno, tako ko bo to končano in ta zadeva bo zaključena najkasneje v 2 tednih, vam bomo vse te številke z veseljem posredovali, bo pa zato tukaj državna sekretarka, oziroma generalna sekretarka, ki bo zadeve, ker to ono vse skupaj vodi in jaz se teh podatkov ne nimam, ker to ni naloga. Glede plačila svetovalcev, mogoče še imate za to zagotovljena finančna sredstva? To bo vse. Prav še vprašam glede plačila svetovalcev, glede finančnih sredstev, to bo tudi potem vse, kar se... Vse, to je vse, kar ste me vprašali, vse doznano finance so zagotovljene naše naloge, da je to v celoti pripravimo tudi kadrovski načrt in ko bo to vse točno jasno, bomo zasedemo v teh številkah. Zdaj, z ljudmi, ki so odšli že z ministrstva, ste pravili kakšne pogovore ali enostavno z njimi res ni bilo možno sodelovati več v nadalje? Ekipa, ki je z ministrom šla, je v naših informacijah ima že službe drugje in so šli tukaj na novo delovno mesto, tako da nihče ni od njih ostal brezposeln kakorkoli, če bi se zdaj potižili brez naprej. Tako da mislim, da to ni bilo treba posegati. Tisti, ki so ostali, ki bodo ostali, ki želijo delati, jih bomo seveda maksimalno izkoristili. Vsak, ki bo želel delati, tak, ki bo hotel tudi delati boljše, drugače, več, je seveda v naši ekipi dobrodošel, da ne bomo nikoli nikoga na kakršno, ne po nekih barvah političnih metalnih cest. To ni način, ko smo tudi ljubili in tako tudi danes delimo. Emil Lukačič Mori, tiskovna agencija Mori. Mene bivša vlada je razglasila, da je konec epidemije. Kaj je z epidemijo oziroma kakšna bo naprej vloga strokovne komisije za COVID? Zdaj, epidemije ni konec. Vlada oziroma ministrstvo je ukinilo
del vodenja epidemije preseliti na NIJZ. To bo tudi predstavljeno, ko bomo pač vse skupaj izpeljali, da karkoli ne prejudiciramo. Dogovorjeno je, tudi glede na sklep vlade, da bo dr. Fafangeli to stvar sestavljal in vodil. Ko to bo, kar se tiče strokovne skupine, bo ta v sodelovanju umeščena in vodena strani NIJZ. Na MZ, spravi na našem ministrstvu, bo pa skupina, kjer bomo delali seveda brainstorming in bomo našli način, kako COVID pacijentov umestiti v naš zdravstveni sistem tako, da zdravstveni sistem deluje, se ne ustavlja in vse to bomo predstavili najkasneje do 15. septembra. Bodo pa vsa izhodišča znana že prej. Do konca junija bodo temeljne izhodišča znana, julija in avgusta bomo delili, šli bomo na teren, ustanove bodo dobile navodilo, bomo dali tudi možnost feedbacka, skratka skupaj s pogovori na primarni ravni, na ravni DSO-ja, na sekundarni ravni, na terciarni bomo našli način, kako epidemijo vodi tako, da se zdravstveni sistem ne ustavlja. Strategija bo predstavljena, kateri kriteriji bodo predstavljeni in strategija se ne bo spreminjena. Tako kot jo bomo predstavili v začetku septembra, taka bo ostala, temeljila bo na stroki. Tudi glede na to, da je bo prejšnja vlada ustanovljena urad za tehnične cene materijalov. Kaj bo zdaj s tem uradom, ali bo nekako približeno temu novemu uradu? Kar se tiče nabav, v tem trenutku ostaja tako, kot je. Naloga urada je, da se najprej vzpostavi, potem da začne stvari urejati na področju vodenja bolnišnic, na področju implementacije kakovosti in investicij in skozi investicije seveda se bomo lotili tudi področja nabav. Vendar to v tem trenutku zdaj ni naša prioriteta. Ta stvar lahko počaka pol leta ali leto, ker stvari tečejo, so urejene. Najprej je treba skozi analizo poslovanja bolnišnic videti, kako so te stroški, kje stroški so, kako so razlike med posameznimi bolnišnicami, za katere vemo, da so. In potem bo seveda vsa ta zadeva preseljena na novo ustanovljeni urad in kasneje, kot je bilo rečeno, tudi na agencije, vendar po tehnem premisleku, po analizi, kako zadevo najbolj zoptimizirati. Da to lahko naredimo, seveda moramo neposredno poseči v vodenje bolnišnic, pridobiti ustrezne podatke, dati bolnišnice na skupni imenovalec in nad s temi podatki seveda tudi upravljati. Tako da v tem trenutku sistem ostaja tak, kot je. Poskušali pa bomo samo umiriti, stabilizirati. Tri ključne točke so, ki so bile že večkrat ponovljene, COVID, strategija primarna namen čakalne vrste in od tukaj dalje, potem, ko bodo uspehi tukaj vidni, ko bomo videli, da smo na pravi poti, bomo začeli. Vse to ne pomeni, da usporedno stvari ne pripravljamo, ampak implementacija vsega tega, kar nas sprašujete, je mišljena za kasneje, ko obstoječi sistem stabiliziramo, ko umirimo na nek način strasti, če treba rečemo na našem zdravstvenem sistemu in ko zdravstveni sistem uspemo spet povezati v celoto. Lahko samo še glede obstoječega urada za tehnične cene pojasnite, kaj z njim? Ali ostaja, ali bo tako nacionalni tehnični sistem pa objavljen, če tega bodo morali bolnišnice po obstoječem zakonu tudi uporabljati? Ta urad je v sestavi vlade zdaj, bomo mogli točno čakati, kaj se bo na vladi zgodilo, predsednik vlade skupaj se bomo sodelovali in ko bomo sprejeli odločitev o funkciji tega urada, ali to lahko prenesemo na novo ustanovljeni urad, bomo to tudi obvestili. V tem trenutku nimamo še informacije, ker je vlada pač deluje 3 dni. Jaz bi vas še vprašal, če se ne motim, bo zdaj prvič ena državni sekretar, tudi medicinska sestra, ali tukaj tudi za neko sporočilo zdravstveni mediji, do zdaj je bilo dostakrat omenjeno, da se ne počutijo slišane, da se ne počutijo, da odločajo,
da sodelujejo pri odločanju in sprejemanju rešitev, ki tudi za neko sporočilo te velike skupine. Ja, zagotovo. Aleksandra Lah Topolšek je medicinska sestra, prihaja iz UKC Maribor. Dolga leta je delala na najtežjih delovnih mestih, UKC Maribor sistem pozna. Njena naloga je, da z ekipo sestavijo in uredijo direktorat za zdravstveno nego, ki se bo začel sistemsko ukvarjati za zdravstveno nego, ki je seveda številčno najmočnejši del zdravstvenega sistema. Tukaj želimo z vsemi akterji, deležniki najti pot, kako zadeve v zdravstveni negi v tem trenutku umiriti, tam so najbolj kritične medicinske sestre odhajajo iz sistema. Tudi na to temo bo drugi teden sestanek tukaj kot primarna raven kot zdravstvena nega in to so tiste prioritete, ki jih izvajamo. Ja, zdravstvena nega je zelo pomemben del tega sistema in težko govorim, kar je bilo v preteklosti, jaz lahko govorim zato, kar bomo mi počeli in treba jim je dati možnost, treba jim je dati položaj in urediti ta položaj v sistemu za naslednjih 15-20 let, da se bodo počutili dobro, da bodo seveda lahko odločali, do kakšnem sistemu želijo delati in ne nazadnje, da tudi na najvišji ravni povedo, kaj je tisto, kar je prav, se uskladijo in v bistvu vlada jih mora slišati. Vprašam že, ZZZS je zelo kritična do zahtev zdravnikov, češ, da so dobili veliko denarja za plače, da je bilo veliko novih zaposlitev in da tudi obremenitve zdravnikov za primarni ravni niso take, kot bi morali izkazovati, pa me zanima, kakšno je vaše stališče pri tem? Direktorica ZZZS je podala po najmanj po govoru, tako ko sem postal minister, v bistvu nekaj točk in pobudo za prvo srečanje. Srečanje bo konstruktivno, bo tudi vsebinsko potekalo bo v prihodnem tednu. Želimo seveda z ZZZS tesno sodelovati, imajo njihova stališča, nimamo naša. Mi se želimo pogovarjati o objektivnih dejstvih. In mislim, da je naloga tako ZZZS-ja, kot NIJZ-ja, kot MZ-ja, pa še da stopimo skupaj, da se vsi skupaj soočimo z dejanskim stanjem, da poskušamo interpretirati številke, ki jih mogoče vidi nekdo na en način, da se najde kompromis in ko bomo to naredili, bomo seveda šli dalje. Žal je stanje takšno, da pacienti ne čutijo tistega, kar morda vidi ZZZS, ki je plačnik. Ampak kot rečeno, tako kot je bila družba razdeljena, tako je zdravstveni sistem razdeljen, vsi so se umaknili vsak na svoje bojne linije, želijo ta položaj obdržati, vsi so razočarani, vsi imajo velika pričakovanja. In naša naloga je, torej vlade in ministra za zdravje, da te stvari zvežemo in najdemo način rešitev, ki bo za paciente najboljši. To nam mora biti vodilo. In kot sem že večkrat rekel, najverjetneje bomo vsi v sistemu morali narediti en korak nazaj, da bomo lahko naredili 2 koraka naprej proti pacientu. Ja, še bom to povedala. Jaz sem se navezala na prvo vprašanje kolega za zdravje, da je vodstva NIJZ. Ne sem želela danes slišati, da je gospod že podal svoj odstop, me zanima, če ste se seznanjeni. Za njegovega naslednika pa se zdaj omenila gospod Gabrovec in ne gospod Režin. Kaj lahko o tem? Kot rečeno, kar lahko povem je to, da je vlada na svoji prvi seji potrdila novo statutno iz vlada je imenovala člane sveta zavoda. Glede odstopa gospoda Kreka nič ne vem, v tem trenutka nisem bil obveščen o tem, da bi kakorkoli odstopil. Dokoliko se bo to zgodilo, bo seveda sklicana seja sveta zavoda in na seji sveta zavoda bo glede na pristojnosti, ki jih svet ima. Izpeljane kadrovski postopki Ministrstva za zdravje nima v tem procesu nobene odločevalske vloge. Razen tistega, kar smo seveda že in se tudi dogovarjamo, da bo seveda epidemijo COVID-a vodil dr. Fazenbil, to je dogovorjeno, da je zelo pa treba seveda stvari ravno tako revitalizirati.
sezname, ki niso verodostojni, ki niso ažurni in v bistvu se pogovarjamo o številkah, ki potem dejansko ne držijo. Tako da moramo počakati na to, da vidimo, kaj se bo zgodilo, kako je ponovno prejudicirati, mislim, da nesmiselno. Pa še glede gospoda Gabrovca, o javnem ljudima? Gospod Gabrovec je predsednik zdravstvenega sveta pri SD, je zaposlen na NIJZ. Kot rečeno, kadrovske spremembe na NIJZ so v domeni sveta zavoda. Meni ostalo še tisto vprašanje, da je odgovorjeno, morda sem bom preslišala, če sem se upravičila, koliko časa boste še operirali. To vprašanje za paciente, to je prvo vprašanje, potem bi pa še dva nova dodala. In sicer me zanima, zakaj ste v uradu za kakovost dodali tudi investicije. Marsikateri se je upozarjala, da te dve stvari ne gresta najbolj skupaj, tudi v svetu in takih primerov, da bi bila ta dva področja združena v uradu za kakovost ali agenciji za kakovost. Potem pa tudi strokovne zahteve sindikata zdravstvenega in socialnega varstva, kdaj se boste z njihovimi strokovnimi zahtevami začeli ukvarjati. Ja, sam kot sem že v svojem uvodnem govoru oziroma svoji predstavitvi, kot je nas zamislil, delal bom, da bom 20% prehodnega delovnega časa, tudi je dovolj, da ohranim licenco, operiral bom ob vikendih, operiral bom pri kirurgiji vikend, smo zaposleni za teh 20%, tako da ja, kirurg ostajam v stiku z ljudmi in tega ne bom spreminjal v času mojega ministrovanja. Urad je bil ustanovljen z namenom združiti tri najtežja področja v zdravstvu, se pravi nadzor, kakovost in investicije. Na ta način ta del umakniti z obstoječe strukture na MZ. Imamo, ali pa vsi skupaj vemo, kako korupcija v zdravstvu poteka, na ta način želimo pridobiti informacije, mogoče to korupcijo tudi identificirati, dati obraze, imena, videti, spoznati tok denarja. Ključna naloga urada pa je, da pripravi vse potrebno z podatki, z analizami, koliko je realno, da agencije ustanovimo, kaj bo v tej agenciji notri in ali bomo, kot ste samo omenili na podatke, ki jih bomo pridobili, bodo združeni na enem mestu v uradu, bodo ustrezno sprocesirani, ali bo bolj agencija za nadzor in kakovost in še ena agencija za nabave, da bomo to preko vlade reševali skozi druge načine. Te stvari je potrebno natančno proučiti. Vemo, kako je v zdravstvenem sistemu, kar se investicij tiče, vemo, kako je v zdravstvenem sistemu, kar se zdravil tiče, ta sistem je v tem trenutku še najbolj urejen, najmanj je pa urejen sistem nabave medicinskih pripomočkov in opreme in to nas čaka še en velik korak. Se pravi, imamo dve relativno odprti zgodbi, to so investicije, ki jih bomo revidirali na vladni ravni, to smo rekli, mi bomo videli, kaj je tisto, kar je res potrebno, kaj je tisto, kar manjka, kaj je tisto, kar je časovno lahko prej izvedljivo. Zavedamo se, da je infrastruktura v zdravstvenem sistemu močno zastarela in da marsikatera bolnišnica potrebuje takojšnjo hitro prenovo. Prav tako se pa zavedamo, da verjetno obstaja nekaj rezerv na področju nabave materiala in opreme. To je tudi del, ki v vsem tem času ni bil nikoli ustrezno revidiran, objektiviziran, čeprav imamo skozi mnoga leta sklepe računskega sodišča, ki jasno kaže, kaj je s tem stanjem, pa v bistvu nihče teh sklepov ne upošteva. Mi bomo pač te stvari poskušali sedaj dati, videti, objektivizirati, najti rešitev pot, da do tega pridemo. Kar se tiče strokovnih zahtev, vlada je imenovala skupino za pogajanje s sindikati, notri smo vsi člani ministrstva in po informacijah, ki jih imam, bomo do septembra imeli podatek, kako se bomo lotili reforme plačnega sistema javnih uslužbencev. Komunikacija naj bi stekla v kratkem, načrt je jasen in v septembra bomo dali to informacijo, potem ko dobimo se podatke strani sindikatov, kaj se bo zgodilo z enotnim plačnim sistemom, kako bomo nagradili, oziroma nadgradili, spremenili v tem trenutku.
rečem, da želimo odprto komunikacijo z vsemi sindikati v javnem sektorju in rešitev bo skupna za vse. Imamo še kakšno vprašanje? Ukolikor ni več vprašanj, se vam iskreno zahvaljujemo za udeležbo. Upam, da ste se vsi upisali na tisti seznam, tako da imamo vaše kontakte, torej za pošiljanje sporočil in vabili na prihodnje dogodke. Želim vam lep preostanek današnjega dne.